Hvala. Torej, dobro večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Danes zvečer je veliko stvari, o katerih bi morali govoriti in ki smo jih dali na stran že v prejšnjem prenosu v živo. Ampak obstaja tudi nekaj razmišljanj in komentarjev glede določenih komentarjev, ki se pojavljajo recimo v Italiji, ki so po mojem mnenju zelo zanimivi in sem jih želel komentirati. Ne toliko stališče tistih, ki so jih izrazili, ker me to v življenju sploh ne zanima, ampak bolj resničnost, vsaj z vidika časa teh stvari. To je pregled, ki sem ga našel na X, vendar se mi je zdel precej zanimiv, saj se v tem obdobju veliko govori o baltskih državah in obstajata dve zgodbi, ki se v njih pripovedujeta. Obstaja določen del, ki pravi, da so baltske države nevarno za Rusijo, da želijo napasti Rusijo, in obstaja del, ki pravi, da Rusi želijo napasti baltske države. Hvala. Vzemimo obe stvari, recimo najprej se lotimo ene, potem pa še druge, ker stvari seveda nikoli niso povsem črne ali povsem bele. Začnimo s to. Tukaj je Travaglio, gost, ki praktično pravi, da bi lahko ponovno oboroževanje, velika oborožitev baltskih držav, Rusijo dejansko spodbudila, da jih res napade. Če bi na neki točki videl, da se baltske države, Poljska in Nemčija oborožujejo do zob, bi jih morda lahko začel dojemati kot grožnjo, kaj ne? Ali je to tisto, kar želimo, ali pač? Da če vidi Poljsko, Nemčijo, baltske države, bi jih lahko dojemal kot grožnjo, ali je to tisto, kar želimo, se sprašuje Travaglio. Ni edini komentator, ki je govoril o teh baltskih državah. Zanimivo je videti, da vsi komentirajo isto stvar, tudi profesor Rossi Ursi. Da nekega dne bo Rusija res napadla baltske države, vendar kot posledica. Torej se baltske države ponovno oborožujejo. Rusija pa tudi. Torej, ker se čuti ogroženo, bo udrla vanje. Pomemben je časovni vidik, tukaj ga Orsini omeni, to opiše kot posledico. Travaglio pa pravi, da se ponovno oborožujejo in zato bi lahko Rusija videla baltske države oborožene do zob. Zanimivo je videti nekaj stvari. Potem imamo direktorja Limesa, Karačola, ki je odsoten. Imamo, Madžarsko in Slovaško, ki sta bolj ali manj na strani Putina. Imamo baltske države, ki bi rade napadle, rade bi. Seveda v mokrih sanjah, no tu je tudi Basile, tu je seveda Alessandro Di Battista, isto in tako naprej in tako naprej. Naj vam razložim, zakaj ti dve stvari časovno ne držita. Zdaj, mnogi govorijo o baltskih državah v zvezi s tem, kar se dogaja glede ukrajinskih dronov, ki letijo po poti prek baltskih držav, da bi napadli Rusijo. Kot smo rekli v kratkem videu, je veliko dronov, ki so pristali znotraj države, posledica ruskega motenja signalov. Motenje signalov je ena stvar in to gre v svojo smer, vendar pa ni mogoče prav vseh primerov razložiti na ta način. Jasno je, da obstaja določena dvoumnost, kjer Ukrajinci izkoriščajo zračni prostor, saj vedo, da Rusi razen motenja signalov ne morejo storiti veliko, da bi zadeli cilje. Kot lahko vidite, severovzhodno in severozahodno od Sankt Peterburga. Nekaj napadov so izvedli, potem pa je nekaj teh dronov tudi zadelo, čeprav so jih Rusi že motili. Ampak ne v vseh primerih, ker so v nekaterih primerih res končali znotraj države. Mimogrede, zadnjega ukrajinskega drona je sestrelil F-16, ki ga je pilotiral romunski pilot. Da si ustvarite predstavo. Prišlo je tudi do odstopa ministra za obrambo. In potem, ker je stranka ministra za obrambo, ne spomnim se ali iz Estonije ali iz Latvije, mislim, da iz Latvije, umaknila podporo vladi, je moral odstopiti tudi predsednik vlade. To zato, ker je eden od dronov končal nad industrijskim objektom. Torej, veliko je te zgodbe, kajti se bodo Ukrajinci v narekovajih še bolj uporabljali baltski zračni prostor, večje je tveganje, da bodo tudi oni vpleteni. Ampak po mojem mnenju je bistvo zgodbe nekaj drugega. V smislu
Ste opazili, da ti komentatorji časovno pravijo, baltske države se ponovno oborožujejo? In potem bi lahko Rusi reagirali. Tukaj je nekaj težav. Prvič, ugotovimo dejstvo, ali lahko baltske države, predsednica vlade Latvije Evika Silina, tako prav. Ugotovimo, ali so baltske države skozi leta predstavljale grožnjo za Ruse. To je graf Mednarodnega inštituta za strateške študije, star je približno 10-12 let. Torej govorimo o obdobju tik pred invazijo na Krim. Tik pred invazijo na Krim je bila številčnost vojakov v Estoniji, Latviji in Litvi takšna. Torej govorimo o 3750 možeh za Litvo, 1400 za Latvijo in 5300 za Estonijo. Nobenega letala. Razen nekaj izvidniških letal, nobene oklepne zmogljivosti, kot lahko vidite, in res malo artilerije. Če naredite primerjavo samo z enotami, ki so razporejene v zahodnem vojaškem okrožju, ki so se zdaj še povečale, da še danes nimajo tankov. To lahko vidimo tudi v publikaciji Military Balance. Samo enote ruskega zahodnega vojaškega okrožja, ki so se zdaj močno povečale, so, kot lahko vidite, razporejale 750 tankov, 850 raketometov, izstreljevalcev raket in podobno, 65 000 mož in 320 tankov. Kot lahko vidite, to ne predstavlja velike težave. To je bila razporeditev pred vojno, torej govorimo o letu 2021, tik pred vojno. Kot lahko vidite, so Rusi tukaj razporejali na tem območju. 76. divizija, kombinirani korpus in 20. Da dobite predstavo, vključno z ilami NATO, tukaj so največ razporedili 3 polke. Torej, ne štejem stvari, ki so v Kaliningradu. Bila je 336. brigada mornariške pehote, mehanizirane sile in tako naprej. Zato se mi zdi nekoliko težko trditi, da so se baltske države ponovno oborožile in da predstavljajo grožnjo za Rusijo, tudi glede reakcij. V kakšnem smislu govorite o reakciji? Če pogledamo, koliko so te države vlagale v ponovno oboroževanje, lahko opazimo, da so do leta 2014 praktično porabile manj kot 1 od svojega BDP-ja. Manj kot 1%. In šele z zavzetjem Krima in nato posledično vojno v Ukrajini, tukaj lahko jasno vidite porast, ko so začeli več trošiti. Ampak kljub izdatkom ima Litva danes, da si predstavljate, približno 15 000 mož, od tega približno 3500 nabornikov. To je pravzaprav skupno število. Potem so tu še teritorialne enote, recimo, da imajo v najboljšem primeru približno 20 000 mož. Litva, Latvija je še v slabšem položaju. Leta 2024 jih imajo 7300, potencialno z rezervami 38 000 Estonija. Kot lahko vidite, je šla iz 6600. Pomislite, kakšno ponovno oboroževanje. Od 6600 v letu 2021 do 7700 danes. To niso zmogljivosti, s katerimi bi lahko sanjali o invaziji na državo, kot je Rusija. Tukaj lahko vidimo tudi še bolj razširjen graf. Od leta 2014 do danes, koliko so se povečali vojaški izdatki teh držav? Kot lahko vidite, se niso veliko premaknili. Glede na njihove zmogljivosti ne morejo predstavljati velike nevarnosti. Ampak zakaj pravim, da ta argument potem ne deluje? Ker če pogledamo še bolj z vidika oborožitve, poleg tega, da so nekaj prenesli tudi Ukrajincem, praktično nimajo oklepnih zmogljivosti. Še nimajo tankov, imajo samo M113, ki so, bodimo iskreni, že nekoliko zastareli. To je oprema, ki smo jo mi že umaknili kot oklepna vozila, nekaj Humveejev, kar zadeva Litvo,
Kar zadeva Latvijo, je še slabše, kot lahko vidite. 4-5 letal v celoti, ampak večinoma za izvidovanje ali za usposabljanje. Zelo malo artilerije, poleg tega od teh 30 govorimo o zelo stari artileriji. In 44 CV90 švedske proizvodnje, kar je res malo. Torej, kot vidimo, je z vojaškega vidika njihova zmogljivost res majhna. Tako niso sposobni narediti prav ničesar z ofenzivnega vidika, predvsem pa se zamenjujeta vzrok in posledica. V kakšnem smislu? Ni tako, da so se ti nekega jutra zbudili in se začeli ponovno oboroževati zaradi vojne v Ukrajini ali zaradi tega, kar se je dogajalo na Krimu. Ker, kot si rekel, po Krimu so se nekoliko povečali, ampak potem so se vseeno umirili. Obstajajo pa nekatere stvari, ki se mi zdijo precej zanimive. Prej, dejstvo, da so Rusi na ruski televiziji že leta 2021, torej govorimo precej pred zmešnjavo v Ukrajini. Skratka, ko si nihče niti v sanjah ni predstavljal, da bi baltske države lahko imeli razlog za napad. Ali da bi imeli težave z Rusijo, ali da bi se ponovno oboroževali, glede na to, da so imeli takrat le nekaj tisoč mož. No, pomislite malo na to. Rusi so na ruski televiziji praktično mirno prikazovali načrte, kot da bi se mi zbudili, prižgali Raj 1 in na Raj 1 videli enega. Nekega komentatorja, ne vem, Porta, karkoli želite, in na Porta vidite ljudi, ki govorijo o načrtih za invazijo. Če greste na X in napišete Russian TV Baltic, takoj najdete videoposnetke, ki prikazujejo rusko televizijo. Leta 2019 so tam mirno razpravljali o tem, kako bodo napadli baltske države. Torej, če moramo razmišljati o tem, kdo je sprožil stvari, še posebej za tiste, ki so vzeli baltske države. V videu ruska državna televizija mirno govori o invaziji na baltske države, zato se ti zagotovo vznemirijo. Torej se ponovno oborožujejo, zato ker grozijo Rusiji, ali zato ker je Rusija že pred vojno na televiziji govorila o tem, kako jih napasti. Se pravi, te stvari je treba postaviti v kontekst. Vsaj, če gre za novinarski prispevek, kjer ti povem, glej, ti se bojijo Rusije in se ponovno oborožujejo, je treba stvari predstaviti tudi časovno. In ruska intervencija na Krimu, vojna v Ukrajini. Ampak še pred vojno v Ukrajini so v Rusiji povsem mirno na nacionalni televiziji, kot vidite, govorili o tem, kako bi lahko napadli baltske države. No, vzrok in posledica, če ti govoriš o tem, da me boš napadel, jaz povečam izdatke, iščem zunanjo zaščito, poskušam imeti več zavezniških vojakov na svojem ozemlju. Torej, vzrok in posledica, to je NATO, ki izziva, saj namešča več vojakov v Estoniji, Latviji, Litvi. Ali so to Rusi, ki že leta govorijo o tem, da jih bodo napadli? Če ti ne govoriš o invaziji, jaz ne povečujem števila vojakov, ne domačih, ne tujih. Vzrok in posledica, stvari je vedno treba postaviti v časovno zaporedje. In v časovno zaporedju ni tako, da smo mi zahodnjaki, nenadoma povečali število enot v teh državah. Povečali smo jih po tem ruskem stališču. Zdaj pa se poskuša povedati nasprotno. Torej, da prihaja do povečanja sil v Estoniji, Latviji, Litvi, ki celo sanjajo o tem, da bi napadle Rusijo, in zato bi Rusi lahko reagirali. V resnici Rusi celo govorijo, da želijo ukrepati prvi, veliko pred kopičenjem virov, veliko pred ukrajinsko krizo, veliko pred razporeditvijo kakršnihkoli sil strani NATO. Upoštevajte, da je bilo pred letom 2022 tam le par bataljonov na rotaciji. Kanadčani, Nemci, Poljaki in tako naprej. To pomeni, da govorimo o 800 tisoč možeh, ki v tem smislu ne morejo storiti prav ničesar. Torej, po mojem mnenju, v tej zgodbi ni nobene doslednosti, v tej zgodbi tukaj. Ne, ni je.
ker moraš povedati, zakaj prihaja do tega povečanja. Dragi Tiziano Kadeddu, povečanje je posledica ruske narative, ruskih kinetičnih dejanj, torej vojne, zasedbe Krima, ne obratno. Druga stvar pa je, ko vsi pravijo, da želi Rusija napasti, da želi napasti baltske države. No ja, v njihovih mokrih sanjah, ki so jih kazali po televiziji, so že govorili o teh stvarih. Ta video je iz decembra 2021, da si ustvarite predstavo. Vendar, z vidika tega, kar se dogaja zdaj, v zadnjih letih v Ukrajini, ne, Rusija absolutno nima možnosti, da bi odprla dodatno fronto, saj bi to povzročilo le dodatne težave in vpletlo še druge države. Za boljše podatke o zmogljivostih Estonije, Latvije in Litve vas napotujem na Military Balance, ki je najbolj ažuren, torej tisti za leto 2025. In tam lahko zelo dobro vidite, da kljub temu, kar se dogaja v svetu in Evropi, Estonija in Latvija še vedno predstavljata državi z najmanjšimi izdatki. Seveda v primerjavi z drugimi državami v NATO. Še vedno ostajajo zelo majhni. Ni tako, da če greš iz 5000 na 8000 mož, imaš nenadoma ambicij za invazijo na Rusijo. Da si predstavljate. 5000 mož je polk, velik polk v okviru vojne v Ukrajini. S tem ne zavzameš niti dela Kostjantinivke, da si lahko predstavljaš. Če greste na stran, če se prav spomnim, katera je, 88, 82, v Military Balance najdete zmogljivosti Estonije, Latvije in Litve, ki se niso veliko spremenile. To je najnovejše, 2025, kot lahko vidite, so zmogljivosti res zelo majhne. 5700 mož v vojski, 2250 v mornarici, 3000 v letalskih silah, vendar so večinoma to protiletalske sile. Vojaške zmogljivosti za projiciranje moči so praktično neobstoječe. Še vedno nimajo velikih mehaniziranih sil, tankov, še vedno nimajo letal, ki bi bila sposobna česa več kot le izvidništva ali podobnih nalog. Zato je v njihovem zračnem prostoru ta mednarodna misija. Prav zato, ker skoraj niso sposobni narediti ničesar. Kot lahko vidite, so tukaj vsi podatki, torej po mojem mnenju, tako različica mnogih zagrizenih proatlantistov, ki pravijo, da želi Rusija napasti baltske države, kot tudi tista baltskih držav, ki si želijo ali se znova oborožujejo do onemoglosti in tako naprej. Obe so napačne, saj ena ne upošteva faktorja reakcije in ni vzrok, druga pa, če gre vojna v Ukrajini tako, kot gre, Rusi niso sposobni narediti prav ničesar. Zato se mi obe različici zdita iskreno precej nevzdržni in nekonsistentni, tako z časovnega vidika, kot tudi glede številk. Zato temu ne bi pripisoval velikega pomena. Tako. Ampak vidim, da mnogi govorijo o tej stvari, ki jo, kot vidite, lahko razčistimo v 15 minutah samo številkami. Nihče pri zdravi pameti ne bi mogel trditi, da gre za noro oboroževanje, da te sile predstavljajo problem. Našel sem tudi zanimivo vzporednico, zdi se. Pogovor Hitlerja z Mannerheimom, maršalom Mannerheimom Finicem, ki je bil v vagonu, edini posnetek Hitlerja, mimogrede v pogovornem tonu, v katerem Hitler razkrije maršalu Mannerheimu, da je govoril z Ribbentropom. In Ribbentrop je rekel, da Finska predstavlja smrtonosno nevarnost za Rusijo, na kar je celo Hitler rekel: Ali mi res želite dopovedati, da se Sovjetska zveza boji majhne Finske? Potem Ribbentrop reče: ne, mislim, da nam grozijo moralno. Karkoli že to pomeni, v resnici so hoteli izvedeti, ali bi Nemci posredovali v prid Finski ali ne, če bi prišlo do spopada med njima. Ampak trditi, da so bili sposobni ogroziti Rusijo.
Ja, to je moj zelo star video, vendar je zanimivo videti, da se danes uporablja približno ista retorika. Ja, Molotov, oprostite. Ribbentrop je bil tisti Nemec. Pridimo k napadu na Moskvo, ker mislim, da je treba tukaj povezati nekaj stvari, poleg tega, da je veliko odzivov v svetu ruskih vojaških blogerjev. Začnimo z dejstvom, da je Moskva najbolj zaščiteno območje v Rusiji z vidika protiletalskih sistemov. Okoli 100 jih je, med njimi S-300, S-400, Panzir in drugi. Vsi so razporejeni okoli mesta v koncentričnih krogih. Torej tisto, kar so Ukrajinci naredili 16. in 17. maja, je bilo napasti najbolj zaščiteno točko Rusije. Rad bi, da povežete nekaj točk, ker boste potem videli, da se stvari ujemajo. Ne spomni se, mislim, da sem 6. aprila imel prenos v živo, ki se je imenoval Slepiti medveda. In v tem prenosu v živo sem opozoril na nekaj stvari, ki se mi zdaj vedno bolj potrjujejo. Pokazal sem vam nekaj grafov, kjer so Ukrajinci sistematično napadali protiletalske sisteme, sisteme zgodnjega opozarjanja, radarje in antene Rusije. Ker boste potem videli, da se veliko stvari povezuje. To je bil članek, če se ga spomnite. Šel sem poiskat tudi precej nedavno oddajo v živo, kakšen mesec nazaj, Slepiti medveda. Ker vsa ta dejavnost uničevanja, kot lahko vidite, sistemov S-300, strela, buk, antene in tako dalje, vsi so skoncentrirani, kot lahko vidite, poglejte malo, vsi so skoncentrirani na Krimu, v koridorju Zaporožja in če ste pozorni, so zelo skoncentrirani v okolici Belgoroda, če opazite. Če opazite, poti, ki jih Ukrajinci pogosto uporabljajo za napade proti Moskvi, običajno potekajo bodisi skozi Brjansk, bodisi skozi Belgorod ali Kursk. Zanimivo pri tej dejavnosti, točno tako, je potek proti Moskvi. A hkrati, v zadnjem času, Ukrajinci onemogočajo uporabo ceste, ki vodi iz Rostova praktično do Mariupola, Melitopola in nato na Krim. Zanimivo je videti, kako se, ko se določene dejavnosti prekrivajo, kot da bi bile luči ena nad drugo, stvari začnejo ujemati. Spodaj so bile tudi vse statistike o tem, koliko sistemov so napadli, katere vrste in tako naprej. Da si ustvarite predstavo, po vojaških okrožjih od začetka vojne so imeli Rusi približno 908 protiletalskih sistemov, kot lahko vidite, razdeljenih po različnih območjih. Izgubili so jih 322, kar je čista izguba, 35%. Seveda je treba v tem smislu upoštevati tudi proizvodnjo. Tukaj lahko vidite, kako so se Ukrajinci v zadnjih 6 mesecih osredotočili na napadanje protiletalskih sistemov. Od junija 2025 do marca 2026 in še vedno nadaljujejo. Sistemi Buk, sistemi Tor, Panzir, Tunguska, S-400, različni radarji in tako naprej. Vse to je treba vedno povezovati z ukrajinsko dejavnostjo. V kakšnem smislu je treba to povezovati? Tukaj pa gre za ukrajinsko dejavnost glede uničevanja sistemov elektronskega bojevanja in radarjev. Če nameravam veliko staviti na kampanje z droni, in kmalu bomo videli še nekaj drugega, bom seveda neizogibno poskušal povzročiti čim več težav v sposobnosti izvidovanja, zgodnjega opozarjanja in prestrezanja pri Rusih. Predvsem pa ustvariti situacijo, kjer je odeja prekratka. Ker je Rusija največja država na svetu in je zagotovo zelo težko braniti vse njeno ozemlje. Ni naključje, da je ena izmed tem, o katerih vojaški blogerji največ razpravljajo, prav ta. Zakaj nimamo sistemov tukaj pri rafineriji in podobne stvari? Rusi so imeli veliko sistemov, vendar ne toliko, da bi lahko branili tako veliko državo. Zato bodo morali nujno sprejeti nekatere odločitve. Ali podpiram enote na terenu in jih tako zaščitim pred morebitno ukrajinsko letalsko dejavnostjo,
čeprav je te malo. Ali pa moram neizogibno iti braniti rafinerije ali urbana središča ali logistične poti. Opazil sem, da v zadnjem času ukrajinska dejavnost, predvsem z droni, ni več taktična uporaba na fronti. Ampak v bistvu se ustvarjajo izjemno globoka območja interdikcije. Da si ustvarite predstavo, v modrem pasu lahko opazite klasično dejavnost na fronti, torej 20 km. V zadnjih 6 mesecih se je povečala do svetlo-modrega pasu, torej govorimo o 50 km. In predvsem v tej fazi opažamo ukrajinsko dejavnost vzdolž te ceste tukaj. Torej govorimo o približno 80–100 km od območja fronte. Poleg tega so se napadi, tisti z droni, ki jih izvajajo recimo kamikaze droni, močno povečali, segajo preko Rostova, segajo preko Krima in se torej povečujejo. Je to uradno rusko sporočilo? Ne, počnejo nekaj več kot tisto, kar počne enota Rubikon. Enota Rubikon še vedno delujejo v območju 50–60 km pri interdikciji. Tukaj govorimo o več kot 50–60 km cesta, ki jo napadajo, to je ta, je v nekaterih območjih dejansko dolga tudi do 120 km. Zanimivo je, da vse to, sledite mi, ker so vse te stvari povezane. Torej, ukrajinska dejavnost, zmanjševanje ruskih protiletalskih sistemov, uničevanje radarjev, anten in tako dalje. Odstranitev Rusov iz Starlinka. Potem bomo videli, da je tukaj vmes tudi Palantir, saj so droni, uporabljajo umetno inteligenco v končni fazi napada. Tako so postali bolj avtonomni. Skratka, obstaja uradno rusko sporočilo, ki zmanjšuje promet prav na tej cesti. Videoposnetke lahko nato najdete v virih. Tukaj lahko vidite razbitine uničenih ruskih logističnih vozil vzdolž ceste, ki se dejansko uporablja za dostavo oskrbe. Obstaja celoten članek Klementa Mulena in lahko natančno vidite, kje udarjajo. Opazite, da cesta poteka tik ob Azovskem morju, sledi obali, torej je čim dlje od območja fronte. Čeprav ne prav zelo, pa postaja pravi pekel. Zdi se, da Feliniji navsezadnje niso bili le maska, ker morda ne ravno tako, kot smo rekli, ampak obstajajo, je pa zelo malo takih. Zdaj se nekaj vidi, ampak zagotovo smo še daleč. Poglejmo si izjave flamingov iz avgusta lanskega leta. Pravili so, da jih proizvajajo 120 na mesec. Uradnih in potrjenih napadov je toliko, da jih lahko preštejemo na prste 2 rok. Če so jih proizvali 120 na mesec, naredimo nekaj izračunov. Avgust, september, oktober, november, december, torej še 5 mesecev, po njihovih izjavah jih ne bi smeli imeti več kot 1000. Jaz sem vodil evidenco. V napadih jih ni bilo več kot 30. 30–40 uporabljenih. In izjavili so, da so imeli proizvodnjo 100–120 že avgusta, septembra lani. Računica se ne izide. Če jih ti uporabiš 30 flamingo v 7–8 napadih in praviš, da si jih proizvajajo 120 na mesec, in danes bi jih morali imeti 1000, 1000, 1200, pri meni doma jih manjka 1200, 1000, 1200, 1150 po računu, evo. Torej, rekel bi, da so zelo pretiravali glede njihove kakovosti in proizvodnje. Po mojem mnenju so jih morali izboljšati. Tisti začetni zagotovo niso bili tisti, ki jih uporabljajo zdaj, saj so bili preveč prototipni. In tako bodo postopoma prihajale vedno bolj posodobljene različice. Opozoriti je treba, da so v tej fazi interdikcije v rdečem vsi napadi, rdeče pike. To so napadi, ki so jih Ukrajinci izvedli v zadnjih mesecih, prav ob tej cesti. Zakaj pravim, da je treba vse te stvari povezati skupaj? To so napadi v globino, ki so jih Ukrajinci izvedli v teh 3–4 mesecih.
Ker poleg te zgodbe obstaja tudi zgodba o tem, da Ukrajinci razkazujejo svoje drsne bombe. Torej, če moramo vse skupaj povezati, v bistvu pride ven, da zmanjšujejo rusko obrambno sposobnost na določenih območjih. Prisilijo te, da braniš pravzaprav vse. Ker seveda z ustvarjanjem novih območij za alarm, kot je Moskva in tako naprej, ki je bila že tako ali tako zelo zaščitena, bodo Rusi neizogibno morali porabiti sredstva. In običajno ima tisti, ki napada, prednost, da izbere, kje in kdaj bo napadel. Drugi lahko samo reagira in poskuša predvideti, kje se bo to zgodilo. Torej, to ni prednost. Igraš v obrambi na ogromnem prostoru in moraš poskušati predvideti, kje bo nasprotnik uporabil svoje drone. Torej, je to zelo zapletena zadeva. V istem obdobju se pojavijo prvi videoposnetki jadralnih bomb. Praktično jih uporabljajo Ukrajinci, kot lahko vidite, prilagajajo svoje letala. Če se spomnite, smo v prenosih v živo z Anzaro vedno govorili, da F-16 Mirage 2000 in tisto, kar je ostalo od ukrajinske letalske flote, ne morejo imeti aktivne vloge. Ker bi se neizogibno izpostavili sistemom S-300 in S-400, zato bi imeli pasivno vlogo. Pravzaprav so imeli pasivno vlogo. Pri tem smo imeli prav. Uporabljali so jih predvsem za pridobivanje izkušenj in za podporo protiletalski obrambi znotraj Ukrajine. Torej v okolici Kijeva, v okolici Lvova in tako naprej. Dajmo stvari po vrsti. Ukrajinci razvijajo svoje jadrane bombe. V istem prenosu v živo, ki smo ga imeli prejšnjič na AC Karel Orso, je bila ena od novic, ki sem vam jih pokazal. Novica o nenavadni vadbi ukrajinskih pilotov. Omenil sem jo, morda nam bo ta novica še prav prišla. Zdaj vidimo, da nam pride prav. Bili so razni osinteri, ki so govorili prav o tem. O tem, da je ogromno novic. To je pismo, berem, kot vidite, je bil 27. marec. V zadnjih dneh je ukrajinsko vojno letalstvo izvedlo veliko število vadbenih misij v Ternopiljski oblasti in drugih območjih zahodne Ukrajine, pri čemer je sodelovalo več letal kot običajno. Možno je, da je Ukrajina prejela novo pošiljko lovcev F-16 in Mirage 2000 ali pa izvaja obsežne vadbene misije z letali Su-24 in Su-27. Tisti na posnetku, pravi Švintar, je po obliki res spominjal na Su-24. Torej vidite, kako lahko povežemo različne stvari med seboj. Zato poskušajmo vsem tem novicam, razpotegnjenim skozi čas, dati nek smisel. V zadnjih 6 mesecih Ukrajinci se sistematično odločajo za uničevanje ruskih radarskih sistemov, sistemov za zgodnje opozarjanje in protiletalskih sistemov. Napadajo Rusijo na različnih točkah, da jih prisilijo braniti veliko več območij. Imeli smo nenavadno ukrajinsko letalsko dejavnost konec marca, v začetku aprila, zdaj pa nenadoma prikazujejo posnetke jadralnih bomb, če je to kakšen pokazatelj. Glede na to, da so tudi novice, da Rusi ustvarjajo protidronske sisteme celo v Vladivostoku, torej mislijo, da bodo Ukrajinci prej ali slej uspeli priti do tja. Že so prišli onkraj Urala, a mislijo, da bodo prišli še dlje. Seveda bo to porabilo vire. Povem vam še eno novico, da boste razumeli, da je vse to povezano. Pred kratkim so Rusi torej skušali odkupiti nazaj sisteme S-400, ki so jih prodali Turčiji. Kaj vam to pove? To vam pove, da potrebujejo več protiletalskih sistemov. Rusija skuša ponovno pridobiti sisteme S-400, ki jih je prej prodala Turčiji.
Zanimivo je, ker če povežete vse te stvari, ugotovite, da so Ukrajinci ustvarili situacijo, v kateri bodo Rusi neizogibno morali veliko porabiti za obrambo države. In oni bodo to izkoristili. Če se bodo Rusi odločili, da nekaterih območij ne bodo pokrivali, pričakujem, da bodo Ukrajinci poskušali izvesti misijo odmetavanja z drsečimi bombami, z varnih razdalj recimo 80-100 km, točno tako kot Rusi nekaznovano počnejo že več kot 2 leti. Uspejo odvreči ogromno bomb, ne da bi tvegali kakršenkoli ukrajinski odgovor. Mislim, da Ukrajinci zavestno, počasi, vztrajno in tako naprej delajo na tej stvari. Da vam dam predstavo, še bolj sveži podatki, to sem vzel iz Perunovega videa, ki ga najdete tudi v opisu. Poglejte, kako od novembra in novembra-decembra število ruskih sistemov zračne obrambe, ki so bili zadeti ali prijavljeni kot zadeti, eksponentno narašča. Bilo jih je 15 novembra in novembra-decembra, narasli so na več kot 30 januarja in januarja-februarja, marca in marca-aprila jih je 55, nekaj takega. Ta trend, to so sicer trditve, ni vse preverjeno, vendar se vidi trend, to je ukrajinska dejavnost proti ruskim antenam. Kot lahko vidite, je od novembra do danes prišlo do povečanja. Bilo je 78 mest, novembra so bili napadi na ruske antene, zdaj jih je več kot 2500. Torej vse te stvari skupaj pojasnjujejo ukrajinsko strategijo in dejavnost, ki jo izvajajo. Napad na Moskvo je igla v primerjavi z vsem, kar se dogaja, a zagotovo je to ubod, ki res zaboli. Ta ubod bo prisilil Ruse, da še dodatno okrepijo že tako obsežno obrambo Moskve in verjetno tudi drugih večjih mest. Mislim, da je končni cilj prav to, da bi del ukrajinskega letalstva lahko deloval na določenih območjih in odmetaval drsne bombe, točno tako, kot to počnejo Rusi. Vsa ta dejavnost je namenjena temu, da spodbuja in obremenjuje ruske protiletalske zmogljivosti, nič več in nič manj, tako na fronti kot v območju fronte. Bodite pozorni. Odkar sem vam pokazal prenos v živo o sistematičnem uničevanju sistemov za zgodnje opozarjanje, radarjev in protiletalskih sistemov v območju Zaporožja in Krima, je, glej ga zlomka, v zadnjih 2 tednih avtocesta, ki sem vam jo prej pokazal, postala lovišče. Ti 2 stvari sta povezani. Zakaj Ukrajinci do pred enim mesecem in pol, niso napadali tiste avtoceste? Ker so jo očistili sistemov in zdaj lahko pridejo tja. Vse te stvari so povezane. Zato je zanimivo videti, ali je ta strategija vzdržna, ali se bo obrestovala, ali so tega sposobni in kakšne protikorake bodo uporabili Rusi. Omeniti velja, da je nekaj novih stvari, saj je danes dan razkriti novih stvari. Kako to, da so Ukrajinci nenadoma sposobni priti na to cesto? V redu, že mesece čistijo radarje, antene, sisteme, ampak ni tako, da bi se droni kar čudežno prešli iz 50 km na 150 km. Če ne bi bilo tega, da je prišla na dan še ena stvar. Kako jim uspe pripeljati tiste drone tja na razdalji 120-150 km? Zdaj vam bom pokazal nekaj, kar je po mojem mnenju zelo zanimivo. Ker je to ideja stara toliko kot vojna preprosta. Nekdo je to že napisal v klepetu, zato vidim, da spremljate stvari. Ne, ampak dejstvo, da niso vodeni, je ena stvar, umazana naprava, nemogoče. Lahko je tudi nevodeno, ampak vseeno potrebuje baterijo, da pride tja, tudi če je avtonomno. Kako povečaš doseg? Uporabljajo aerostatske balone,
ki praktično dvignejo drone do 5, 6, 7, 8 tisoč metrov in potem se od tam dron odklopi. Tako imajo potem praktično spuščajočo se pot, porabijo zelo malo energije in pridejo, kot lahko vidite, tja, kamor morajo priti. To je zanimiva ideja. Hvala. Verjetno sploh ne potrebujejo več časovnika. Verjetno se sprosti v določeni smeri, na določeni GPS koordinati. Spusti se dol, verjetno bi se lahko popolnoma sam aktiviral in gre iskat tarčo. Strategija, ki jo uporabljajo, da bi dosegli ogromne razdalje, ki jih ni mogoče doseči samo z baterijo. To je zelo zanimiva stvar. Vidite, odklopi se in postane popolnoma avtonomen. In se usmeri naprej preprosto in genialno. Popolnoma. Kot lahko vidite, ko pride na območje, natančno pozna koordinate. Zato je zanimivo videti, kako se te rešitve sprejemajo. Torej, kot vidite, se stvari premikajo, stvari se nenehno spreminjajo. To je res preprosta tehnologija, vendar učinkovita. Zato poskušamo povezati vse, kar se dogaja. Ker gre za več strategij, vendar so vse bolj ali manj usmerjene k istemu cilju. Odstranitev obrambe Krima, večji izdatki za rusko zračno in protizračno obrambo, manjša sposobnost Rusije za prestrezanje. Ker če zgubiš veliko anten, veliko sistemov za zgodnje opozarjanje v Zaporožju in na Krimu, kjer se vseeno bijejo boji, pa tudi v Donbasu, jih boš moral na to nadomestiti. In če jih nadomestiš tam, jih ne moreš postaviti drugje, ne moreš jih postaviti dodatno za obrambo drugih območij. Torej, kot vidimo, bodo morali izbirati. Zanimivo je prav ta učinek, ki ga ustvarjajo Ukrajinci. To je razlog, zakaj se vojna na fronti vse bolj odvija na daljavo in vse počasneje. Ker na koncu vse te dejavnosti sploh ne zahtevajo človeških žrtev s strani Ukrajincev. Vse te dejavnosti izvajajo operaterji dronov. Tako, napadi v Rusiji, v Moskvi, blizu Sankt Peterburga, kot tudi uničevanje vseh teh sistemov ne predstavljajo neposrednega juriša. Niti smrt enega človeka ni potrebna. Torej je to način, kako vojno omejiti na strategijo nadaljavo, ki je po mojem mnenju zanimiva. Povežimo stvari, o katerih smo govorili tudi v prejšnji analizi z generalom Kapitinijem. Proti začetku tega leta je bila v Rusiji uvedena cenzura tako VPN-jev kot družbenih omrežij, torej Telegrama, WhatsAppa in tako naprej. In izgubili so tudi povezavo s Starlinkom, če se spomnite. Bila je parada, ki je bila zagotovo zelo razočarajoča. Tudi to je treba postaviti v zgodovinski kontekst. Parada, ki slavi zmago nad nacifašizmom leta 1945. In to je prvič po letu 1945, da je Moskva pod napadom. To je velik problem z vidika ponosa. Ne razumite narobe. Vojaški blogerji, ruski komentatorji in podobni ne nastopajo proti vojni. Pozor, komentirajo način vodenja vojne. To sta dve zelo različni stvari. Zelo različni. Zdaj, ko smo tukaj in si lahko v miru vse ogledamo, poglejmo, kaj pravijo glavni ruski vojaški blogerji. Zavedamo se, da sile zračne obrambe postavljajo nov rekord po številu sestreljenih dronov. Po poročanju Ministrstva za obrambo so enote zračne obrambe v zadnjih 24 urah sestrelile 1054 ukrajinskih dronov. To je absolutni rekord. To je način, da rečeš, v redu, sestrelil sem jih kar nekaj, ampak ne govoriš o tistih, ki so šli mimo. In prav ti vojaški blogerji pravijo, prvič je število sestreljenih dronov dolgega dosega preseglo 1000.
Večkrat smo pisali o tem, kako se spopasti s to situacijo. Najprej moramo oblikovati nove mobilne enote, in to ne samo v regijah, ki mejijo na Ukrajino. Zakaj vam kažem, kaj pravijo ti vojaški blogerji? Včasih povedo tudi kaj smiselnega. Da, morajo oblikovati nove enote in nove sile. Ni tako, da Rusi ne vedo, kaj bi morali storiti in da jim pogosto ne uspeva. Moramo vzpostaviti sistem zgodnjega opozarjanja in prav to uničujejo Ukrajinci s svojimi dejavnostmi v zadnjih mesecih. Tretjič, udariti moramo ne le po posadkah sovražnih dronov, skladiščih in izstreliščih, ampak tudi ideologe ukrajinskih dronov, Madžar in druge. Radi bi jih ubili. Vodje ukrajinskih enot za drone. 4. točka izhaja iz 3. Čas je, da udarimo po odločevalskih središčih. Tako da jih bo strah napadati ruska ozemlja. Povračilni napadi, vendar s ciljanimi in sistematičnimi prizadevanji. Na primer, nekateri so pozivali k napadu na ukrajinski parlament, vrhovno rado, za lažjo predstavo. Omeniti velja, da večina teh pravi, če pustimo ob strani tiste najbolj skrajne, ki pravijo, da so bili uporabljeni kot ta primer. Celo omenja odstavek D 19. člena predsedniškega odloka o potrditvi temeljnih načel državne politike Ruske federacije na področju jedrskega odvračanja. Torej dejstvo, da so zdaj znižali prag, da lahko v primeru grožnje državi uporabijo tudi jedrsko orožje, opazite, da se norčujejo iz Peskova. Poleg tega, odlično vprašanje. Vprašanje je bilo, kakšen bo naš odgovor na napad na Moskvo. In tukaj so vsi Rusi komentirali, da je kot običajno vedno enak. Pravzaprav je Peskov vse skupaj omalovaževal. Torej je zelo znižal pričakovanja, zmanjšal pomen in ni bil edini. Tudi Zaharova. Zelo so zmanjšali pomen ukrajinskega napada, ga omalovaževali. Verjetno zato, da bi zmanjšali pričakovanja glede morebitnega odgovora. Sankt Peterburg je bolj ranljiv kot Moskva. Da ti odgovorim, Đorđo, bolj ranljiv je, tako zaradi razdalje, kot tudi zaradi števila obrambnih sistemov na tem območju. Spodaj sem vam dal vse povezave, najdete jih tudi v opisu. O tem so odprli še veliko drugih podobnih razprav. Zanimivo je videti, da so vse te razprave na vojaških blogih o Rusiji in v pripadajočih skupnostih, ki štejejo milijone uporabnikov, torej ne govorimo o kaplji v morje, že prej doživele recimo temu lekcijo. Udariti enega, da izučiš 1000 drugih, da si predstavljate, ker prejšnji mesec je prav eden izmed njih v podobni situaciji, ki je recimo malo pretiraval, doživel točno to. Njegov kritik imenuje se Bloger 13. Naš prijatelj Bloger 13, ki se torej imenuje Bloger 13, naš prijatelj Bloger 13, zelo sem recimo vesel, da sem posnel ta video. To je video vojaki so mu posneli video, saj je prejšnji mesec nenadoma izginil. Terzo reggimento d'assalto. Malo je bil pijan, so ga tudi zafrkavali. Skratka, naš prijatelj je šel mimo, ki mi je ušel skozi okno. Ni postal prijatelj čaja, ampak zagotovo je v precej problematični situaciji. Evo. Prosili so ga, naj to stori, v precej problematični situaciji. Evo. Video kazni napada. In zato morda video, ki sploh ni bil eden največjih blogerjev, ni bil nekdo posebej pomemben, mi je pokazal, v resnici so še naprej mirno izražali svoje kritike. Torej se zavedamo, da gre res za veliko dejavnost, ki se je razširila celo na televizijo. Na primer, danes sem gledal zadnji nastop. Zadnji prispevek ruske televizije na Russian Media Monitorju. In opazil sem, da je bilo precej trenja med voditeljico in tem komentatorjem.
Slišal sem, kako se je pritoževala, da Ukrajinci vztrajno in vztrajno napadajo vedno globlje. Ker če sem iskren, so pri svojih prizadevanjih kar precej uspešni. Letos jim je uspelo pripeljati zelo veliko. Ne razmišljajo o strateških napadih ali ofenzivah. Razmišljajo o tem, da udarijo in zdi se, da naša moč upada. Torej, ta razprava o kritiki ukrajinskih sposobnosti za napade globoko v Rusijo, kot vidite, prihaja tudi na televizijo, kar je bilo prej nepredstavljivo. Ena stvar drži. Ruski komentator pravi, da nihče še nikoli ni zmagal vojne z obrambo. V resnici pa za Ukrajince ne gre za zmago, ampak za odpor. Če se spomnite, pred približno 6-7 meseci sem imel prenos v živo, kjer smo govorili o strategiji, ki bi jo lahko Ukrajinci uporabili v takšni situaciji. In zagotovo ni šlo za ofenzive in vračanje na meje iz leta 1991, ampak za strategijo 70%. Če ne morem doseči svojih ciljev, bom poskušal preprečiti, da bi ti dosegel svoje, ki so zagotovo veliko bolj jasno izraženi, saj se imaš za drugo najmočnejšo vojaško silo na svetu. Ti si tisti, ki želiš zavzeti Donbas in si to tudi izjavil, ti si tisti, ki si želel zavzeti Ukrajino in si to tudi izjavil. Moja zmaga je v tem, da te ustavim pri tem in da ti to dejanje čim bolj otežim oziroma podražim. In pri tem, po mojem mnenju, za Ukrajince pomeni biti v obrambi, izvajati manjše protinapade, ko opazijo, da so Rusi izgubili zagon. In nadaljevati s pritiskom v globino, brez da bi po nepotrebnem izgubljali ljudi. Torej, z izvajanjem takšnih napadov, ki, kot ste videli, povzročajo veliko razprav in veliko nelagodja znotraj Rusije, to je zagotovo najboljša strategija tudi iz človeškega vidika. Da, z vidika virov, tudi zato, ker se lahko število napadov samo poveča. Saj kako ustaviš proizvodnjo dronov? Preprosto je ne ustaviš. In kot vidite, mnogi komentatorji, vojaki in blogerji, Rusi, prav zdaj razpravljajo o tej stvari. Pravijo, mislite, da jih bo manj? Ne, njihovo število bo naraslo in prav tako se bodo razvijale njihove poti in taktike. Poskušali bodo preizkušati. Preizkušali, iskali, sondirali bodo luknje in ranljivosti v naših obrambnih sistemih. Preobremenili bodo proizvodnjo države in naše tehnične zmogljivosti. Kar zadeva protiletalske sisteme, vodene rakete in podobno, ki stanejo milijone rubljev, oni pa uporabljajo drone, narejene iz, pene in. Bog pomagaj, pena je kot guma, ampak tista z zrakom notri, pomagajte mi. Iz pene, bravo. Pravi, mi bi morali porabiti milijone za izdelavo več obrambnih sistemov, oni pa bodo uporabljali drone iz pene, stiropora in podobno. In pravijo, da počasi, pravijo, njihov sistem ciljanja napreduje. Uporabljajo vesoljsko izvidništvo, obveščevalne podatke s tal in na koncu bodo izvedli napade z uporabo dronov dolgega dosega, križarskih raket in tako naprej. To pravijo vojaški strokovnjaki in večji blogerji. To je Rogozin, ki jih ima 90 000, da si lahko predstavljate. Drugi komentirajo, ta je še večji, imenuje se veteran, ima jih skoraj 300 000. Situacija na ukrajinski front je danes takšna, da bo to jesen ali mobilizacija ali pa pot do mirovnega sporazuma. Treba je omeniti, da so se prvič v tej vojni aprila, odvisno od zemljevidov, vsi strinjali, da čeprav Rusi aprila 2026 niso izgubili ozemlja, je to vseeno mesec z najmanjšimi ozemeljskimi spremembami v njihovo korist. To je Roman, ki je še en precej pomemben, ki pravi, da Putin še vedno ni odgovoril ljudem glede napada ukrajinskih oboroženih sil na Somoski, ki je niso videli že od časov domovinske vojne.
Celotna elita se pretvarja, da se ni nič zgodilo. Kot vidite, postajajo vedno bolj drzni, recimo pri svojem komentiranju. Nekateri komentirajo tudi samo parado in tako naprej, rekoč, da ne trdijo, da je vse v redu ali da bi morali kazati srečen obraz, jasno. To zelo dobro veste. Zelo dobro vemo, da fronta preživlja novo krizo, sovražnik dobiva novo orožje in mi zaostajamo. Nič novega ni v tem. V zadnjih 5 letih nismo imeli niti enega leta brez krize. Tukaj je pisalo, da so se leta 2022 pojavili Hajmarsi, leta 2023 protiofenziva, leta 2024 pa invazija na Kursk. Leta 2025 težko izgon Ukrajincev iz Kurska v regiji Sumi. In zdaj leta 2026 Horneti in drugi srednjedosežni droni izčrpavajo našo linijo. Tisti napadi, ki smo jih prej kazali. Ultra dolgometni droni, droni z zelo dolgim dosegom, ki terorizirajo zaledje. Od Sankt Peterburga do Urala, pa tudi na logističnih poteh, zelo zmanjšujejo njihovo sposobnost obvladovanja razmer. Kar je približno tisto, kar so Rusi uspeli narediti, če se spomnite, proti koncu leta 2025. Rusi so vedli enote Rubikon. Uspeli so izvajati blokado tudi za 50-60 km in to je Ukrajince spravilo v resne težave. Ne pozabite, da je bila fronta, kot bomo kasneje videli podrobneje na zemljevidih in podobno, zelo blizu kolapsa. Če se spomnite, so Rusi avgusta lani uspeli prebiti zadnjo ukrajinsko obrambno linijo nad Pokrovskom. To je bila prav zadnja linija, ki je bila še v gradnji. In če se spomnite, so Ukrajinci potrebovali dobra 2 meseca, da so uspeli zaustaviti tisto situacijo. Tam je obstajalo tveganje, da bi se sprožil domino učinek. Torej, ko bi Rusi prebili ukrajinske obrambne sisteme, bi lahko napredovali hitreje, kot pa Ukrajinci gradijo obrambne sisteme. In bili so zelo blizu temu, in to ni mnenje, ker če so tja poslali Azov, bataljon Skala, 82. brigado, najboljše ukrajinske enote, da bi poskušali zaustaviti situacijo, bilo je tukaj. Če se spomnite, so Rusi ustvarili izboklino. Vedeli so, kaj bi pomenil preboj Rusov prav na tem območju, ki se nahaja praktično med Kostjantinivko in Pokrovskom. Pomembno je poudariti, da so Ukrajinci uspeli zaustaviti to krizo s svojimi najboljšimi enotami. Potem so prišle padavine, oktober, november, in nato je prišla najhladnejša zima, odkar se je ta vojna začela. Ti 4 ključni meseci za Ukrajince, torej oktober, november, december, januar, februar, so Ukrajincem skupaj z dejstvom, da so Rusi izgubili Starlink in podobno, omogočili, da so imeli čas za dokončanje drugih obrambnih sistemov. To je najbolj posodobljen zemljevid. Kar se tiče primerjave, lahko vidite razliko. Poglejte si posnetke v živo iz septembra in oktobra lanskega leta. Tukaj je bila samo ta črta, da si lahko predstavljate, pa še ta ni bila popolna. Danes Ukrajinci, kot lahko vidite, ustvarjajo še veliko drugih obrambnih sistemov. Ne samo tukaj, ampak če pogledamo tudi druga območja, to je območje med Kamjanskem in Huljajpoljem. Če se spomnite, so Rusi obšli Bok, zdaj pa ti bom prebral komentar. Ukrajinske obrambne linije, ki so bile takrat samo ta modrikasta je bila je ta modrikasta, drugega ni bilo, bili sta ti 2 liniji, to je bil obrambni sistem Zaporožja, bila je samo ta cona. Tukaj, od takrat, kot lahko vidite, so Ukrajinci razvili še veliko drugih linij, predvsem jih še naprej razvijajo, tudi na območju Zaporožja, vedno bolj zapletene. Skratka, Rusi so prišli tako blizu, da bi prebili obrambne linije, potem pa se je poletje končalo in jim ni uspelo. Potem pa je treba videti, ali bi jim uspelo.
tudi z vidika človeških virov. Ker vseeno, spomnimo se, 2024-2025, Rusi so imeli pobudo povsod, torej. In Ukrajinci so bili povsod v obrambi, razen pri Kursku. Če pa smo iskreni, so bili Ukrajinci pri Kursku v ofenzivi. Prve 3 tedne do 1 meseca so bili tam v ofenzivi, potem pa so bili tudi tam v obrambi, torej so bili zelo blizu. Kar vam lahko danes povem, v primerjavi z majem 2024 ali majem 2025 je, da ni nobenih kopičenj. In večjih zaznanih kopičenj ruskih čet, kot se je zgodilo pred Pokrovskom, kar bi dalo misliti na neko veliko rusko ofenzivo na vseh frontah, ni. Razlaga. Droni so zagotovo eden od razlogov, zagotovo novačenje ne poteka več tako dobro kot prej, zagotovo ni več toliko moških. Tako kot v prejšnjih mesecih, v prejšnjih letih, so bili stroški visoki, da bi uspeli ohraniti pritisk na vseh frontah. Ni videti posebnih povečanj bonusov, novačenja in podobno. Upoštevajte, da je kljub temu približno 70–80% trenutnih front v Ukrajini še vedno pod ruskim pritiskom. Torej Rusi še vedno ohranjajo splošno ofenzivno dejavnost, razen na nekaterih območjih, kjer Ukrajinci izvajajo protinapade, ki so postopoma načeli ruske položaje, predvsem v območju Kamjanske, vendar tudi v območju Kulejpolja. Po govoru Penduluma, v katerem so Ukrajinci izkoristili dejstvo, da so se Rusi preveč pognali naprej, ne da bi utrdili svoje položaje. Ukrajinci so jih nato uspeli potisniti precej nazaj, zdaj pa je spet ruska dejavnost, da bi si povrnili izgubljeno ozemlje. Rusi, ki so uspeli priti daleč onkraj Kamjanskega, so najdlje prodrli proti Veseljanki. Da si predstavljate, smo zelo blizu Zaporožja. Pred približno 5 meseci smo videli ruske jurišne enote, ki so uspele priti na to območje. Zdaj pa Ukrajinci počasi spodjedajo območje pod ruskim nadzorom in povečujejo sivo območje. Na preostalih delih fronte so Rusi bolj ali manj še vedno v ofenzivi, predvsem gre za ofenzivo, vendar zelo lokalizirano. Na območju Kupjanska, Pokrovska, začenjajo napredovati onkraj Hreščine. Da si ustvarite predstavo, približno 1 leto smo že v takšnem stanju. Na območju Kostentinivke se vedno bolj infiltrirajo v samo Kostentinivko. Ampak tudi to je bitka, hiša za hišo. In seveda še naprej napredujejo proti območju Siverska Slovjanska, praktično na območju Donbasa. To je potem njihov glavni cilj. Torej, kljub vsem težavam z novačenjem, upravljanjem in podobno, še vedno ohranjajo pobudo, vendar ne na strateški ravni, temveč na lokalni taktični ravni. Zagotovo na lokalni taktični ravni. Na območju Kostentinivke so Rusi tisti, ki poskušajo izvajati ofenzivne akcije. Ukrajinci odgovarjajo, se branijo, vendar ne izvajajo operacij, s katerimi bi poskušali ponovno zavzeti položaje ali ogroziti ruske boke v tem smislu. Tako se zavedamo, da so v večini primerov Rusi tisti, ki pritiskajo, vendar ne z enako močjo in intenzivnostjo kot prejšnja leta. Prav zato, ker ne vidimo kopičenja sil. Pokazal vam bom še en podatek, ki se mi zdi zanimiv. Če pogledamo vrste izgubljenih sredstev v zadnjih mesecih, ugotovimo tudi, da je večina dejavnosti. Zadnje delo, kot vedno pri Mirku, ampak Ukrajinci so te dni napadli šolo, ker sem videl nekaj videoposnetkov, vendar jim ne zaupam preveč. Če se ne motim, je bilo nekaj v zvezi s kadeti, nekaj takega. S tem se ne ukvarjam veliko, ne govorim o 24 ukrajinskih civilistih, ki so umrli pri prejšnjem napadu. To niso vojaško pomembne novice, recimo. S televizijo trpljenja se ukvarja kdo drug.
To so ukrajinski napadi med novembrom in decembrom, januarjem in februarjem 2025 ter marcem in aprilom 2026, razdeljeni po ruski opremi. Zakaj razdeljeni po ruski opremi? Ker so v oranžni barvi tanki, v zeleni so pehotna vozila, transportna vozila, vozila za podporo pehoti, v svetlo modri in modri pa so motorna kolesa, bugi, štirikolesniki itd. Torej, izbrano vozilo za napade so neizogibno, kot lahko vidite, motorna kolesa. Prav v sorazmerju s tem, koliko vozil se uporablja in nato uniči. Torej, seveda, ob tako visoki aktivnosti dronov, najhitrejše vozilo za eno osebo je tudi tisto, s katerim si delijo stroške. Če zadeneš motor, zadeneš enega človeka, če zadeneš oklepno vozilo, jih lahko zadeneš 8, 10. Zato poskušajo tudi razdeliti tveganje. In to ima smisel. Potrebujete mobilnost z vsemi temi droni naokoli. Tako da je to povsem normalno. Ja, slišal sem, da je bila to kadetska šola. Potem se ne spomnim, ali so bili operaterji dronov ali iz obveščevalne službe ali kaj podobnega. Govorilo se je tudi, da je bilo veliko njih ukrajinskega rodu, z ukrajinskimi priimki in podobno. Torej je trenutna dejavnost zelo povezana. Vse je povezano, kot vidimo, z droni. Tako tista na terenu, kot tudi tista z vidika škode zaradi napadov na dolge razdalje, ki se dogaja v Rusiji. Pripravil sem vam tudi nekaj precej zanimivih stvari. Naprimer, ni samo svet ruskih vojaških blogerjev tisti, ki postavlja vprašanja, tako o vodenju vojske kot države. Ampak prvič imamo tudi člane Dume, ki si začenjajo postavljati vprašanja. Ne vem, kaj se ji bo zgodilo, koliko tvega, vendar je zagotovo bolj pomembno dejstvo, da je ruski politik un politico russo, drugi sekretar regionalnega komiteja Novosibirska Ruske federacije. Praktično pravi, da je morda čas, da končamo to vojno. Zanimivo je videti, da se začenjajo oglašati tudi politiki. Zakaj se začenjajo oglašati tudi politiki? Ker če se spomnite, še pred 2 letoma je bilo dovolj, da si samo rekel, da so v vojni, pa si končal v zaporu. Torej, verjetno zdaj, ko tudi na ruski televiziji vidijo, da se začne govoriti o težavah in se začne bolj odkrito govoriti o težavah, no, potem je verjetno več prostora, da poveš svoje mnenje, brez da bi tvegal kaj hujšega. Vedno več je komentatorjev, ki začnejo izražati svoje mnenje, poslanec in mnogi drugi. To je zanimivo, ker potem sproži verižno reakcijo. Ker če on najde pogum, da to naredi, bodo to storili tudi drugi. In tako, ja, prihaja do spremembe, veliko je opravičevanja za neuspehe, zato se več govori o tem, ljudje so veliko bolj kritični. V ruskem parlamentu je bil podan redek javni poziv, naj se vojna konča. Poslanec Državne dume iz komunistične partije Renat Sulimanov je izjavil, da rusko gospodarstvo ne more prenesti dolgotrajne vojne proti Ukrajini in da je potreben hiter konec posebne vojaške operacije. Dodal je, da je zdaj približno 40% zveznega proračuna namenjenega za obrambo in varnost, kar spodbuja inflacijo in zmanjšuje socialno porabo za naložbe. Poslanec je še poudaril, da bo država po koncu vojne morala nositi pomembne stroške povezane z obnovo in ponovno vključitvijo veteranov v civilno življenje. To ni Atlantis. Ni vojaški bloger, ni zahodni ali ukrajinski analitik, ampak govorimo o ruskem poslancu, ki o teh stvareh odkrito govori v parlamentu in ni edini. Namenoma uporabljam samo ruske vire, ko govorim o teh stvareh, da vidim, kdo mi bo kaj rekel. Oni sami opisujejo situacijo.
To je še en ruski vojaški bloger, mogoče je njihovo gospodarstvo ki pravi da. Skrivajo pravo naravo katastrofe, ki se dogaja. Sicer Rusi trpijo lakoto, ruski vojaški blogerji. Tako kot vidimo, vedno več virov začne odkrito govoriti o težavah. Nekateri so preprosto pritožniki, drugi pa pravijo, to zelo pojasni tisto, kar sem predvideval pred nekaj meseci. Cenzuro, zaprtje ruskih družbenih omrežij. Po mojem mnenju je bilo to zato, da bi zajezili ta val komentarjev. Torej, po mojem mnenju, tudi oni se zavedajo, da v najboljšem primeru, če želijo nadaljevati, morajo znova mobilizirati ali pa je bolje, da vse skupaj zaključijo. Ker zakaj bi sploh še vztrajali? Slovjanski in Kramatorsk, nekatere uradne ruske vojaške vire so izjavile, da želijo zavzeti Donbas do jeseni letos. Jaz vedem datum, praktično smo že v juniju, manjka še en teden do junija. Običajno so spomladanske ofenzive začele zelo zgodaj. Če začne zdaj, do jeseni ne boš prišel do Slovjanska in Kramatorska. Bolj verjetno je, da bo Elon Musk jutri prispel na Mars. Ni nobenega načina, da bi Rusi v trenutnih razmerah in s trenutnim številom sil do jeseni prišli do Kramatorska in Slovjanska. Na domet, ja, ampak fizično v Kramatorsku in Slovjansku do jeseni. Nezamisljivo. Približujejo se seveda, kot lahko opazimo, veliko delajo predvsem na območju Siverska, čeprav so v zadnjem času ukrajinski protinapadi na bokih Limana, da bi zmanjšali ruski zboklino. Ampak dokler je Liman v ukrajinskih rokah in Kramatorsk in Slovjansk, je tudi nepredstavljivo, da bi do jeseni oni dokončali zavzetje Donbasa. Res izven vsega, da vam dam predstavo, ne vem, če vidite, meja bi morala priti do sem. To je meja Donbasa. Nezaslišano. Je med, je tako rožnata. Kot pričakovanje, ki je odkrito povedano noro. Pravzaprav je za Ukrajince najbolje, da ohranijo stanje točno takšno, kot je. Mirno, relativno mirno se odzivajo s protinapadi in nadaljujejo svojo strategijo oddaljenih napadov z droni tam, kjer resnično boli. Torej, po mojem mnenju so kritike vojaških blogerjev dobro premišljene. Pričakovanja, ki so usmerjena nanje, se sploh ne ujemajo z resničnostjo na terenu. Poleg tega, ker nikoli ni dovolj. Medtem, ko se je vse to dogajalo, torej imel si razočarajočo parado, napade na Moskvo in tako naprej, se je vmešal še on. Grazimov, v kakšnem smislu se je vmešal Grazimov? Pokazal sem vam to že zadnjič, ampak zdaj si lahko to ogledamo veliko bolje. Grazimov je preko ruskega ministrstva za obrambo dal izjavo, da enote 6. armade začenjajo ofenzivo. V zahodni smeri od Kupjanska, splošna smer proti Ševčenkovu. Če pogledate, kje je Ševčenkovo, in tukaj razširim pogled, od Kupjanska proti Ševčenkovi, prišlo je do tehnične težave. Rusi niso v Kupjansku. Kako lahko začneš ofenzivo iz Kupjanska proti Ševčenkovu? Če nisi v Kupjansku, če ga ne nadzoruješ in si na drugi strani reke Oskil. Na vzhodu je 30 km razdalje med dejanskim položajem ruskih linij in Ševčenkovom.
17. maja je Ribar, ki je think tank zelo povezan z Rusi, spremenil zemljevid in prikazal Ruse znotraj Borove, prav? Ki je praktično nekoliko južneje od Kupijanska. Kupijansk je nekoliko bolj na severu, Borova je bolj na jugu. Zakaj so to naredili? Ker znotraj izjave v ruskem obrambnem ministrstvu so dejali, da so enote prve oklepne armade osvobodile naselje, torej so ga zavzele in osvobodile, čeprav v resnici 19. maja je ruski think tank Ribar prisiljen ponovno spremeniti zemljevid. Nazaj, kot lahko vidite, to je bil 17., ko so bili Rusi v Borovi, to je 19., ko so Rusi zunaj Borove. Zakaj? Ker se je izkazalo, da so bili videoposnetki, ki so jih pokazali kot dokaz, da so zavzeli Borovo, v resnici lažni, niso bili posneti v Borovi. In to so naredili kar isti ruski osintarji. Videli so izjavo generalštaba, malo so preračunali, ugotovili, da se ne ujema in so se sami lotili spodbijanja te izjave. Tukaj torej razumete zmedo zadnjih 5 mesecev. Izgubiš Starlink, cenzurirajo ti družbena omrežja, parada je bila smešna, napadajo ti prestolnico in imaš generalštab, ki razglasi neobstoječo ofenzivo. In kraji, ki niso bili zavzeti z lažnimi dokazi. In torej? Tudi oni so začeli komentirati. Po mojem mnenju so nekateri komentarji celo genialni sarkazem. En vojaški bloger na ruski strani pravi: komaj čakam, da vidim, da bom videl objavo o zavzetju Harkova. Da si ustvarite predstavo. Zbral je še eno, ki se mi zdi zanimiva, da poda sliko razmer. Ni tako, da Rusi ne vedo, kaj morajo storiti. Problem je politična cena, ki bi jo moral Putin plačati za izvedbo reform in okrepitev vojske. Našli boste to študijo, ki se mi zdi zelo zanimiva. Zdaj vam jo bom pokazal. Ker je Rusija leta 2025 dejansko načrtovala reorganizacijo nekaterih enot. Ideja je bila, da bi številne enote, ki so bile na ravni brigade, preoblikovali. Ker morate razumeti, da so tako Ukrajinci kot Rusi v tej vojni zavedli so se, da majhne enote, ko utrpijo izgube, hitro izgubijo sposobnosti predvsem na bojišču. Upoštevajte, da v enoti običajno le 40% resnično bojuje v prvi liniji, ostali opravljajo druge naloge. Zavedli so se, da majhne enote, ko utrpijo 20% izgub, postanejo izjemno neučinkovite. To velja tako za ukrajinsko vojsko, kot tudi za rusko vojsko. Če si kdo ogleda stare prenose v živo, kjer sem pokazal sistemske in organizacijske težave ukrajinske in ruske vojske, imeli so podobne težave. Torej imeli so težavo, da so bili bodisi osnovani na taktičnih bojnih skupinah, to je veljalo za Ruse v prvi fazi vojne, leta 2023 so se vrnili k polkovskim sistemom. In Ukrajinci, ki temeljijo na sistemu bataljonov in brigad, kar je vseeno sistem za mir, ne za vojno. Vsi so se zavedli, da se Ukrajinci premikajo proti konceptu armadnega korpusa. Rusi so želeli večino svojih enot spremeniti iz brigad v divizije ali iz polkov v divizije. In ta proces je bil v teku. Poleg tega so želeli ustvariti 2 novi kombinirani armadi. In zato nameniti 170.000 od 450.000, ki so jih rekrutirali v letu 2025, temu namenu. Če ne bi bilo vojaških izgub, ki niso dovolile dokončanja tega procesa, tako povečanja stopnje usposobljenosti nekaterih ruskih enot, kot tudi obeh armad. Da bi si ustvarili predstavo, je obstajala zamisel o preoblikovanju. Razširiti 200 arktično motorizirano pehotno brigado v 71. divizijo,
To jim je uspelo narediti, to je bilo izvedeno. V srednjem vojaškem okrožju so želeli oblikovati 2 diviziji na podlagi 74. in 15. brigade. Ni uspelo. Niso imeli dovolj mož v moskovskem vojaškem okrožju. Želeli so razširiti 27. pehotno brigado v divizijo. Ni uspelo. Niso jim uspelo. Želeli so ustvariti novo artilerijsko divizijo, 34. Delno izvedeno v vzhodnem vojaškem okrožju, želeli so razširiti 57. in 64. brigado. Strelce. Naj bi jih spremenili v divizije, ni uspelo. Ustanovitev 653. motoriziranega strelskega polka, oblikovan je bil 453. Namesto tega so uporabili ljudi za dopolnitev. To je bistvo zgodbe. Od 19 projektov nadgradnje, recimo iz brigade v divizijo, jih je 14 propadlo. Ena je bil delno izveden, 4 pa so bili dejansko izvedeni. Zakaj je temu tako? Iz tistega, kar je ostalo, glede na potrebe vseh drugih enot na fronti, iz tistega, kar je ostalo, so uspeli ustvariti dodatne sile. Kaj je to? 5 od 14. Govorimo o manj kot 30% tistega, kar so bili. Hvala. Glede na načrte širitve, kot je razvidno iz rdečega dela, niso bili izvedeni oziroma so bili delno izvedeni. In modrem pa so prikazani izvedeni načrti, kot vidimo, so tudi oni ugotovili, da morajo povečati velikost enote in uvesti dodatne novosti. Zanimivo je opaziti, da leta 2025 Rusi so uspeli narediti le 4 ali 5 od 19 stvari v tem smislu. Kaj pa Ukrajinci? Leta 2025, če se spomnite, so se odločili, da ne bodo več ustvarjali novih brigad. Novih brigad ne ustvarjajo več, ampak krepijo obstoječe. Zakaj v okviru reforme vojske in prehoda proti armadnim korpusom? Neizogibno moraš okrepiti obstoječe, ne pa ustvarjati novih. Torej, z ofenzivnim naporom, ki so ga izvedli Rusi, so določili sile in zato ne morejo več ustvarjati novih sil. Rekrutirali so 170.000 ljudi. Morali bi ustvariti te nove enote, a v resnici so uspeli ustvariti le 4. To pomeni, da so bili vsi ostali možje uporabljeni za okrepitev prizadevanj vojske v drugih enotah med letom 2025, kar je zanimivo dejstvo. Da, približno. 25 plus 1 je delno, upoštevaj 4 ustvarjene, 1 delna, torej smo tam. Kaj to pomeni? To pomeni, da namesto, da bi ustvarili 19 enot na divizijski ravni, so jih ustvarili 4. Ostalo je posledica. Okrepiti obstoječe samo zato, da bi ohranili ofenzivni napor. In to pomeni, da novačenje ni dovolj za ohranjanje ofenzivnega napora. In poleg tega ne morejo hkrati krepiti obstoječih in ustvarjati novih enot. Ali ohranjaš ofenzivni napor in nadomeščaš izgube, ali pa ustvarjaš nove enote. Obeh stvari ne morejo narediti. Kaj to pomeni iz političnega vidika? To pomeni, da bo Putin moral sprejeti odločitev, ki bo, po mojem mnenju, mu precej teži. To je odločitev, da poveča sile z dodatno mobilizacijo, kar je isto, kar slutijo številni vojaški blogerji. Zato je zdaj ta faza, ko je vse malo obstalo. Ni velikih operacij, med ruskimi komentatorji je veliko nezadovoljstva in ni velikih napovedi strani Putina. Občutek je, da mora sprejeti izjemno težko odločitev, ki jo bodo težko sprejeli. Rusom v tem posebnem trenutku, poleg tega pa Rusi začenjajo govoriti o gospodarskih težavah, stiskah in zviševanju cen in podobno. Rusiji je uspelo, predvsem zaradi vojne industrije, povečati domačo proizvodnjo in tako ublažiti tudi vpliv sankcij. Proizvodnja se je namreč močno povečala. Težava pa je v tem, da se ta proizvodnja poveča,
Ko pripelješ delovno silo na 100%, ko pa začneš imeti ljudi za vojne napore, ta zagon, ki ga daje vojno gospodarstvo, neizogibno po določenem času izzveni. In tega ne pravim jaz. To pravijo ruski ekonomisti na ruski televiziji. On pravi, da dela na področju strojev. Velika industrija. Ne bom ponavljal tistih njegovih natančnih besed ali definicije, ki sem jo prejel v pismih iz Dume, torej iz parlamenta. Ampak bistvo je, kaj naj storimo. V prvih 4 mesecih je proizvodnja specializiranih strojev v predelovalni industriji, torej tehničnih strojev in podobno, upadla za 51%. Torej, kakšno je vprašanje? Minister za gospodarski razvoj poroča, da moramo nekaj storiti, da stabiliziramo trenutni cikel. Ampak pravi, kaj sploh še ostane za stabilizirati? Hvala. Rekel je fine tune, kar pomeni prilagoditi, izboljšati, recimo izpiliti, in on se pritožuje, da seveda ni ostalo nič več za izpiliti. Hvala. Torej pravi, kaj na svetu bi se moralo zdaj zgoditi v gospodarstvu naše države? Za povpraševanje po gradnji cest ali po strojih za kmetijstvo, da bi si opomogli, če smo že izgubili 51 proizvodnje, pravi, kaj še se mora zgoditi. Preden bo kakšen odgovor. Govori o teh stvareh, seveda, ja, treba jih je izpopolniti. Torej, to so vsi ruski komentatorji, ki odkrito govorijo, kot vidite, ne samo o vojnih vprašanjih, o ekonomskih vprašanjih. Je poslanec Dume, ki pravi, naj se to konča, so vojaški blogerji, ki pravijo. Ali se mobilizira, ali pa se zahteva mir, ker drugih možnosti ni. In zagotovo se včasih stvari zgodijo tudi preprosto zaradi četrtletja. Ja, pri nas bi temu rekli četrtletje. Mimogrede, tudi zdaj so to vedno ruski vojaški blogerji in ni tako, da bi si jaz izmišljeval stvari. To je iz 22. maja. V Sevastopolu, torej na Krimu, primanjkuje goriva. To je posledica dejstva, da Ukrajinci sistematično napadajo. Tista cesta, ki sem vam jo pokazal na začetku prenosa v živo, gre za koridor. To piše Romanov, vojak in ruski bloger s 141.000 sledilci. Mislim, da na svojem drugem kanalu, da si ustvarite predstavo. Torej, vsi ti dejavniki skupaj zagotovo povzročajo veliko stresa in kritike. Kritika. Vendar, kot sem rekel, le redki pravijo, da bi bilo treba vojno končati. Ali se mobilizirati, ali končati. Večina zahteva odločne odgovore, torej povečanje stopnje zaostrovanja vojne. Zato teh kritik iz ruskega sveta, predvsem strani vojaških blogerjev, ne jemljite, kot da prihajajo od ljudi, ki bi si želeli končati vojno. Ne želijo jo končati, želijo, da bi Putin sprejel drastične odločitve, kar je nekaj povsem drugega. So jastrebi, niso golobi. Zato bodite pozorni tudi na to precej posebno stvar.
To izkoristim, da si vzamem tudi trenutek premora in odgovorim tudi na vaša vprašanja. Medtem se pripravite, premislite vprašanja v glavi, če jih imate. Ker seveda ni tako, da bi bila ukrajinska situacija rožnata, ampak mislim, da so 4 leta bombardiranja v prestolnici pustila posledice. Jih je na nek način prilagodila, torej ni veliko več kot to. Kar bi Rusi lahko storili za uničenje ukrajinske morale, je dejstvo, da Rusi nikoli niso doživeli tega, kar so doživeli Ukrajinci. In zdaj to doživljajo v najslabšem trenutku. Mislim, da bo to imelo zelo močan vpliv v času krize, splošnega zastoja. Ker zdaj doživljajo tisto, na kar so se Ukrajinci imeli 4 leta časa prilagoditi. In to je velik vpliv, po mojem mnenju, pri upravljanju vojn. Veliko šteje tudi, ko prejmeš udarec, ki močno prizadene ponos in poseže v življenje družb in tako naprej. Torej, gospodje, izkoristil bom priložnost, da spregovorimo o sponzorju. Vi pa medtem razmislite o vprašanjih, prav? Predvidevam, da imate tudi vi, tako kot jaz, vsak dan kup neželene pošte, storitev, na katere se sploh ne spomnite, dolgočasne robotske klice, ki vam ponujajo stvari, tarife, ponudbe. Ste zmedeni, kako so vas sploh dobili na svoj seznam? No, vedite, da vsakič, ko se registrirate na kakšni spletni strani in vas stane vprašanje česar, je brezplačna. To pomeni, da ste izdelek vi. Torej, kaj je Inconi? Inconi je storitev, ki se ukvarja z odstranjevanjem osebnih podatkov z interneta, z različnih spletnih strani in podatkovnih posrednikov. Cilj je praktično zmanjšati vaše informacije na spletu, zato se Inconi ukvarja s posredovanjem pri teh podatkovnih posrednikih. In to vam pomaga ne le preprečiti, da bi se vaši podatki prodajali za marketinške namene, ampak tudi zmanjšati količino neželene pošte, nezaželenih klicev in podobno. Manj podatkov na spletu pomeni namreč manj možnosti za profiliranje, pa tudi zmanjšanje tveganja za ciljane napade, kot je phishing. Inconi, za razliko od drugih, ne preprodaja vaših podatkov. Seveda, plača se malo, pravzaprav zelo malo, saj če uporabite mojo kodo, dobite 60% popust. Povezavo najdete v opisu, v klepetu, v pripetem komentarju in poleg tega podpirate kanal. Ne pozabite, če vas ne najdejo, vas ne morejo motiti. Inconi je torej rešitev za vaše in vaše, za moje težave. Jaz ga osebno uporabljam, zdi se mi zelo uporaben za recimo boljšo izrabo svojega časa. Ker nočem, da mi kdo teži, ni mi treba odgovarjati na telefonske klice, spam in podobne stvari. Tako da hvala vsem, ki ste to naredili. Vem tudi, da mi je nekdo na Instagramu poslal zahtevo za povezavo za njihovo podjetje, da bi uporabili moje kode. Na poslovni ravni, zato se zahvaljujem tistim, ki so to naredili. Torej, ko se bo vojna končala, kdo bo plačal ruski račun? To je isto vprašanje, ki si ga postavljajo vojaški blogerji, vendar ne glede na konec vojne, temveč glede posameznih odgovornosti. Glede na to, kar se dogaja, na primer, če pride do napada na Moskvo, čigava je odgovornost? Je to odgovornost poveljnika protiletalske obrambe? Je to odgovornost poveljnika za ciljanje, ki ni pomislil na uničenje ukrajinskih proizvodnih zmogljivosti? Obstaja šala, ki se mi zdi izjemno zabavna, ki jo vedno povedo ruski vojaški blogerji, ker, kot ste videli, niso priznali, da obstaja. Generalštab izjavlja, da poteka ofenziva iz Kupjanska proti tej vasi. In isti ruski vojaški blogerji so komentirali zadnjega, ki je rekel, da je zavzel Kupjansk. Naredili smo ga za junaka Rusije. So tudi sarkastični do sebe v pogovoru. To je tisti, ki je rekel, da bo zavzel Kupjansk, pa ga ni, pa smo mu verjeli. Se potem spomnite na prizor z Zelenskim, ukrajinske protinapade in ponovno osvoboditev Kupjanska. In tistemu so dali medaljo, Putin mu je podelil medaljo, vsi ostali pa so plačali za laži in tako naprej. Ne, zahteva se odgovornost, kar je približno enak problem, kot ga ima Bibi v Izraelu. Če se vojna konča, bo tudi on moral odgovarjati. Torej ne gre za povojni pogovor, gre za vprašanje odgovornosti zdaj. Ker je bil neuspešen nabor,
ker je bila neuspešna tista ofenziva, ker je bila neuspešna zaščita enega ali drugega kraja, to ni vprašanje za kasneje. Hočejo grešne kozle, čistke, take stvari. To ni vprašanje povojnega časa, to je vprašanje trenutne odgovornosti na terenu za to, kar se dogaja. Mimogrede, imeli so prav, popolnoma prav, ko so rekli, da se lahko ukrajinsko ciljanje samo poveča in izboljša s sodelovanjem Palantirja. S samodejnim ciljanjem. Priklopiš ga na balon, ga spustiš v zrak. Ni tako, da bi različni obiski, recimo Alekseja Karpa, dokazovali, da se uporablja in je integriran s tehnologijo ciljanja, ki so jo ustvarili Ukrajinci. Torej gre za mešanico med delom, ki so ga naredili Ukrajinci, in delom, na katerem sodeluje Palantir. Torej bodo ti droni tudi enostavni za proizvodnjo. Ampak vseeno pri izbiri poti do ciljev, pri iskanju ranljivosti, imajo te velikani umetne inteligence veliko vlogo. Delajo še marsikaj drugega. Zdi se, da je govoril tudi z izvršnim direktorjem Battlefield Technology in drugimi proizvajalci ukrajinskega orožja, vključno s tistim, ki proizvaja rožnati flamingi. Torej je zanimivo. Ja, mislim, da gre za princip do ut des. Ukrajinci so zagotovo zbrali ogromno podatkov na terenu. In zagotovo umetna inteligenca, ko analizira te podatke, lahko pride tudi do zaključkov ali analiz situacij, ki jih Ukrajinci sami ne bi mogli narediti na mentalni ravni. In zato je verjetno to skupni projekt. V tem smislu ima Palantir prednost, ker ima povratne informacije iz resničnih podatkov na terenu. Oni pa uporabljajo Palantir za analizo poti, ranljivosti in podobnih stvari. Predstavljajte si, da če kdo vpraša, kakšna je situacija z droni. Ja, zdi se kot tisti znanstvenik iz filma Dan neodvisnosti. Se ga spomnite? Igral ga je isti igralec, ki je igral Data v Zvezdnih stezah. Obstaja še ena stvar. Če združimo ukrajinske dejavnosti, jadralne bombe in dejstvo, da so bila letala vedno uporabljena pasivno, če bi Ukrajinci začeli recimo izvajati nad Rusi isto, kot Rusi izvajajo nad Ukrajinci, kar zadeva jadralne bombe, seveda v bolj omejenih količinah, bolj skoncentrirano, verjetno samo na določenih območjih. Ker to bodo lahko naredili s številom letal, ki jih imajo, ne morejo zadeti vsega, lahko se osredotočijo le na določena območja. Vsekakor opažamo, tudi po zaslugi dobrega Klemena Molina, da je bombardiranje, to je na primer na območju Kuljajpola, to so stvari, ki so prikazane glede ruske dejavnosti, je precej manjša kot v prejšnjih mesecih. Brent Spiner, odličen igralec, ki je igral Data in norega znanstvenika v Dnevu neodvisnosti. Opazimo, da Rusi izvajajo manj bombnih misij z jadralnimi bombami in da je zdaj bombniška dejavnost zelo skoncentrirana na območju Kuljajpole in na območju Pokrovska. Slovjansk, torej zelo skoncentrirana območja. Opazite, da je vzorec metanja jadralnih bomb praktično identičen postavitvi ukrajinskih strelskih jarkov. Torej je dejavnost zasnovana tako, da sistematično uničuje ukrajinske obrambne sisteme. Opazili smo, da so se res močno zmanjšale, so skoncentrirane. Zmanjšale so se, ne vem, ali zaradi utrujenosti skupin ljudi in podobno, ampak zanimivo je to opaziti. To je na primer sektor. Približno, da damo podatke, je bilo 500 napadov v smeri Kuljajpole aprila, februarja, marca, aprila. Skupaj je to 500, 600, 500, 600, 900 v primerjavi z številkami, ki smo jih videli lani. Na območju Pokrovska, kjer se je govorilo o 2000 do 3000 drsečih bombah na mesec, so tako prišli do 6-8 tisoč. V 3 mesecih je to padec za približno 50 do 60%.
Ta vrsta dejavnosti, torej odmetavanje drsečih bomb z razdalje od 80 do 100 km, To lahko storijo tudi Ukrajinci z letali Mirage 2000 F-16 in podobnimi, če so sistematično oslabili ruski protiletalski obrambni sistem na določenih območjih. Ker to zagotovo ne more biti splošna trditev glede njihovih zmogljivosti in razpoložljivosti. Toda to bi bilo prvič, da bi videli Ukrajince uporabljati svoje letalstvo na ofenziven način in ne zgolj pasivno. To, če se bo zgodilo, bo simptomatično za zmanjšanje ruskih protiletalskih zmogljivosti, saj se morajo spopadati z ukrajinskimi napadi z droni skoraj povsod. In to je ciljno usmerjeno ukrajinsko delovanje prav z namenom zmanjšanja takšnih obrambnih zmogljivosti. Torej, kot vidite, je vse zelo povezano. Povezano in se vključuje v dolgoročno strategijo. Torej, bomo videli. Seveda sem vam pokazal le majhen delček vseh virov, ki sem jih navedel, ker ne bom tukaj bral vseh super odstavkov in podobno, ampak boste našli 20, 30, 40 virov. Kar zadeva ruske komentarje, tako na gospodarskem področju, o tem, kaj se je zgodilo v Moskvi, o paradi, o poteku vojne na splošno, iskreno verjamem, da. Za konec, ali bo Putin sprejel odločitev, ki jo njegovo okolje tako ali tako zahteva, ali pa iskreno z obstoječimi viri? Na bojišču velikih ofenziv smo že zamudili čas. Tako bodo verjetno omejene na območje Donbasa, ampak ne, Donbasa ne bodo zavzeli do jeseni, niti v sanjah. Mislim, da je bilo najhujše obdobje za Ukrajince leto 2025, ko so prebili zadnjo nepopolno ukrajinsko linijo. In da, so se rešili za las, poslali so najboljše enote in komaj da izvlekli tisto situacijo. Od tam naprej, po mojem mnenju, deževna sezona, zima in vse te stvari, nevidna ura, dešifriranje, vse stvari, ki so se zgodile, ki jih včasih niti Putin nima pod nadzorom. Zima ni pod nadzorom Putina. Starlink ni pod nadzorom Putina. Po mojem mnenju se je po 2 letih ofenzive v teh zadnjih 5-6 mesecih res zgodilo veliko negativnih stvari. Na ruski strani so obkolitev, parada, napad na Moskvo in tako naprej, ki so ustvarili popolno nevihto. To Ukrajince zagotovo postavlja v boljši položaj v primerjavi z letoma 2024 in 2025, ko so bili pod pritiskom povsod in so bili res obupani. Mislim, da naraščanje dejanskih stroškov, ne tistih na fronti, ki so običajno oddaljeni stroški. Za Ruse je to vojna, ki se vodi oziroma se je vodila daleč od srca in uma. In če ta vojna udari blizu doma, kjer resnično Sankt Peterburg, Moskva in tako dalje doživijo napade, kot so jih doživeli Ukrajinci, ne bo več vzdržno. Nič več in nič manj. Preprosto notranje tega ne bodo mogli upravičiti. Si predstavljate voditelj države, kot je Putin, ki prinaša negotovost v lastno državo namesto varnosti? Točno to je obljubil, posebno operacijo, da bi stvari postavil v red. Namesto tega pa prinaša vojno v lastno državo. Tam bodo padale glave zaradi odgovornosti. In ta situacija se lahko samo še poslabša. Kot je povedal v prejšnjem prenosu v živo, ruske alternative tej ukrajinski strategiji niso najboljše. Ampak tudi na ruski televiziji govorijo o tem, da se velik del te proizvodnje dogaja tudi v Evropi. In zato mnogi vojaki in blogerji pravijo, da bi morali neposredno napasti tovarne, ki oskrbujejo Ukrajince. To bi šlo v prid Ukrajincem, če bi Rusi napadli tovarno v Estoniji, Litvi, na Poljskem in tako naprej. Prišlo bi do širjenja konflikta in neposredne vpletenosti, ki si je Rusi zagotovo ne želijo in si je ne morejo privoščiti. Če pa ne naredijo ničesar, bodo verjetno ukrajinske zmogljivosti s pomočjo umetne inteligence, Starlinka in njihove proizvodnje ter odličnega ciljanja lahko samo še narasle. To ni lepa situacija, v kateri bi si želel biti. Edina rešitev je ali zaključiti ali pa stopnjevanje.
To je edino orožje, ki jim še ostane, in ne verjamem, da si lahko Putin privošči stopnjevanje. Ker stopnjevanje, v vsakem primeru bi se znova vrnili na scenarij 1, torej tistega, kjer bi bilo večje vpletanje drugih držav. Ne samo z vidika pomoči, proizvodnje in podobnih stvari. Torej, ali zmagaš to vojno z ogromnim tveganjem, verjetno mobiliziraš še milijon ljudi za naslednja 3 leta, ali pa ostaneš v trenutnem okviru. Neizogibno je, da če ne bo večjih ruskih ofenziv, ki bi močno obremenile Ukrajince in njihovo sposobnost zadrževanja fronte, se bo ukrajinska sposobnost sistematičnega napadanja Rusov povečala. Izenačujejo se z vidika proizvodnje dronov in dejavnosti z droni, tako na območju na fronti, kot tudi znotraj držav. To je bila poanta, ki sem ga na tem kanalu povedal že milijonkrat, o strateškem ravnotežju. Da so Rusi lahko nekaznovano napadali Ukrajince, Ukrajinci pa niso mogli napadati Rusov. Tega Ukrajincem nikoli nismo želeli dati. Z vsemi omejitvami uporabe HIMARS-ov, Storm Shadow-ov itd. Vedno sem se spraševal, kako bi lahko Ukrajinci sploh prepričali Ruse, da prenehajo s to vojno. Glede na to, da so se morali omejiti le na uporabo orožja znotraj Ukrajine. To nikoli ne bi omajalo morale, ruske proizvodne zmogljivosti in predvsem tistega, kar poganja vojno, torej rafinerij, plina in podobno. Zdaj, ko lahko tudi oni napadejo tisto, kar napaja državo, saj gre za državo, ki živi predvsem od izkoriščanja surovin, se stvari spreminjajo, če imajo to sposobnost, kot sem vedno govoril. Če Ukrajinci sčasoma uspejo ohranjati stalen nivo napadov na rafinerije in druge proizvodne centre, se ta škoda sčasoma kopiči in predvsem povečujejo se ukrajinske zmogljivosti, medtem ko so ruske obrambne zmogljivosti ogromne. Rusija ni države na svetu, ki bi lahko. Tudi Američani, če bi bili napadeni na svoji zemlji s tisoči in tisoči dronov, nimajo zmogljivosti, da bi pokrili vse. Torej je to zagotovo pametna strategija strani Ukrajincev, tudi zato, ker te ne sili v obljubljanje velikih ofenziv. Nasprotnik je tisti, ki je izjavil, da želi zavzeti Donbas. Nasprotnik je tisti, ki mora vlagati sredstva, da ga poskuša zavzeti. Torej Ukrajinci v tem trenutku. Ni, da bi jim šlo odlično, a zagotovo so njihove perspektive boljše kot leta 2024 ali 2022. Mislim, da Ukrajincem tako ali drugače ta situacija kar ustreza. Torej, strateško izničevanje pravzaprav strategija Irana. Bravo, Marko. Nisem sposoben premagati nasprotnika, ki je veliko večji od mene, zato uporabljam simetrično strategijo. Ti povzročam škodo, ti lahko še naprej bombardiraš Kijev, bombardiraš Lvov in tako dalje, ne boš ustavil proizvodnje dronov narejenih iz stiropora. In tukaj je zagotovo, če moraš ciljati, analiza ruskih tarč, analiza ukrajinskih tarč. Rusija ima veliko več za izgubiti, ker ima Rusija industrijski sektor, ki je večkrat večji od ukrajinskega. Torej, v smislu izmenjave imajo Rusi več za izgubiti, tudi zato, ker so njihovi dobički zelo centralizirani. Torej, ti ni treba zadeti veliko vrst industrije v Rusiji, če jim želiš povzročiti gospodarsko škodo in želiš zadeti tisto, kar podpira vojno. Na koncu so za Ruse glavni le 2 ali 3 sektorji. Plinski, naftni, gnojila, tankerji na morju, te stvari. Tukaj ni drugega velikega trga, ki bi ga lahko prizadel. In enako velja za Ruse. Kaj lahko Rusi prizadene v Ukrajini? Energetski sistem tam so razbili. V Ukrajini ni velikih industrij, nimajo velikega izvoza nafte ali plina. Tako da po 4 letih je Rusom ostalo zelo malo, na kar lahko pritiskajo. Poskusili so, res so poskusili. Eskaliraš, da bi na to dosegel umiritev. To je ukrajinska taktika. Ukrajina. Kar bi lahko naredil Putin, je, da bi še bolj zaostril. Igra je taka, tveganje je tako. Še bolj zaostri. Pripelje do stopnjevanja, ki ga drugi ni sposoben slediti.
Ampak iskreno, to bi pripeljalo do upletenosti, do širjenja konflikta, ki si ga Rusi ne morejo privoščiti. Torej, ni ostalo veliko kart za igranje. Za zaključek, sicer bom postal ponavljajoč se v bistvu. Putin mora sprejeti drastično odločitev, dodatno mobilizacijo, da bi lahko intenzivno vzdrževal vojno v letih 2026-2027, da bi zavzel Donbas in potem to zaključil. In mislim, da je to v tem trenutku zelo težka politična odločitev. Zato so zelo neodločni. In po mojem mnenju so vsi ti ukrepi cenzure, prijemanje in nadzorovanje blogerjev, kaznovanje, cenzuriranje družbenih omrežij in podobno, prav zato, da bi zajezili to neizogibno situacijo. Izbira ni ne večja, ne manjša. V virih je res veliko več stvari. Res je ogromno, če jih želite preveriti. Hvala. Obstaja ruska televizija, kjer je Olga Skabejeva, ki je ruska komentatorka, in pravi, da jo moti, da se Rusiji posmehujejo zaradi napada na Moskvo, zaradi slabe parade in tako naprej. Ta stvar s ponosom je za njih zelo pomembna. Predstavljanje podobe Rusije je dejavnik ponosa, na kar so ponosni tudi vojaki. Povprečen bloger tega ne more spregledati. Zato si pa idite ogledati te stvari. Ker dejstvo, da ruska televizija odkrito govori, da se Rusiji posmehujejo ali da ne morejo ustaviti dronov in podobno, je nekaj nepredstavljivega. Pred enim letom bi jo izgnali z televizije in tako naprej in tako naprej. Moramo tudi malo zaznati splošno razpoloženje. Splošno razpoloženje nekoliko spominja na tisto ob neuspehu ukrajinske ofenzive. Leta 2023 je bilo splošno razpoloženje v Ukrajini takšno, da se o neuspehu ofenzive ni smelo govoriti. Nihče si ni upal tega povedati, dokler niso nekateri vojaki, tudi iz Azova, šli na televizijo. In na vprašanja ukrajinskih novinarjev, ki so jih spraševali, no, kaj pa ofenziva, so oni odgovorili. Kakšna ofenziva? Ofenzivno poskušamo preživeti. To je bila popolna tabu tema, nič manj, popolnoma tabu pogovor, ki pa je bil na to presežen. Po sporih med Zelenskim in Zalužnim in ko je Zelenski razglasil strategijo ukrajinske trdnjave, torej postaviti se v obrambno držo in lahko noč. Torej tudi oni so imeli hud trenutek. To kritičen trenutek, vse so na to prišle. Agencije NABU in SAPO, govor o korupciji, odgovornosti in tako naprej in tako dalje. Rusi imajo svojega v tem trenutku, enega so imeli že leta 2022. Če se spomnite neuspeha začetne operacije, ki je nato pripeljal do mobilizacije milijona Rusov, ki so pobegnili, se spomnite? Vlaki, ki so bežali, kolone avtomobilov, ki so bežale na vse strani, so si opomogli. Po neuspehu Sifesta v Ukrajini, torej imel sem prenos v živo, po neuspehu ukrajinske ofenzive se je zdelo, da bo vojna odtlej le še lažja. In dejansko se je povečalo novačenje, povečala se je komercialna ponudba in uspeli so obvladovati 2 leti napadov. Zdaj so spet v padajoči fazi, ki jo lahko poganja le še nekaj dodatnega. Pletenost Rusije. Torej, gospodje, povedal sem vse, želim vam lep konec tedna, lepo nedeljo in se vidimo med tednom. Zagotavljam vam, da sem vam v teh 2 urah povedal le 30% tistega, kar sem zbral. Zakaj toliko? Potem pa na koncu vojaški blogerji se v svojih kritikah začnejo tudi ponavljati. Vendar, za tiste, ki želijo imeti še večjo bazo ruskih mnenj, najdete povezave v opisu. Se vidimo kmalu.